Smo na vrhu narodnega heroja Staneta Kosca nad Rašico. Ta vrh se je sicer včasih imenoval Rašiški vrh. Tukaj malo pod nami je planinski dom Rašiške čete, torej mesto, kjer je bila 28. julija 1941 ustanovljena Rašiška četa, ki velja za prvo partizansko četo na slovenskem ozemlju, čeprav, kot rečeno, so že prej nastajale razne oborožene skupine. Tukaj so se v to četo združile tri take skupine, črnuška, gameljska in, kot smo prej pri spomeniku videli, šmarnogorska, torej ta skupina je napadla orožnika. Iz teh treh skupin je nastala torej Rašiška četa. Bilo je 30 bork in borcev, takrat dobro oboroženih, ker so imeli orožje stare jugoslovanske vojske, vsi so imeli puške, imeli so tudi lahko strojnico in celotno opremo, torej dobro oborožena enota, ki je potem postopoma skozi leto 1941 zrasla na 72 bork in borcev. Priključila se je Kamniškemu bataljonu in potem decembra tudi sodelovala v Poljanski ustaji, predtem pa je postala del Cankarjevega bataljona. Vmes je bila četa praktično razbita. Ta četa je 18. septembra 1941 pod vasjo Rašica napadla nemški avtomobil s 6 potniki in vse potnike, torej vse Nemce, ki so bili v njem, ubila, avtomobil pa zažgala. Šlo je za zemljemerce z vojaškim spremstvom, ki so prišli v okolico Rašice iskat trigonometrijsko točko. Določali so namreč mejo med Nemčijo in Italijo tukaj na terenu. Partizani so bili prepričani, da gre za gestapovce, ker so takoj, ko so prišli v vas, so se zagnali v gozd. Razen tega je bila vse od ustanovitve četa izpostavljena hudemu nemškemu pritisku. Hišo njenega komandanta Staneta Kosca v Gameljnah so Nemci požgali, celo družino so aretirali, večkrat so v vas Rašica tukaj spodaj prihajale tudi močne orožniške enote in zastraševale ljudi in hotele iz njih izsiliti podatek, kje torej tabori ta Rašiška četa. Rašiška četa je imela je sicer spreminjala svoje taborišča, ampak začetno ga je imela tukaj v bližini. Imela je tudi svojo tiskarno, v kateri so tiskali razne propagandne letake. Rašiška četa je izvedla že v tem začetnem obdobju več različnih akcij, oboroženih akcij. Med drugim so tudi minirali železniški most v Gameljnah, ker so s tem skušali zaustaviti ali vsaj zavreti izseljevanje slovenskega prebivalstva z Gorenjske. To je torej ta akcija je sicer uspela, ampak so Nemci most hitro popravili. No, po tem napadu na nemški avtomobil so se začeli še hujši pritiski na četo. Četa se je razdelila v razne skupine, manjše skupine, ki so jih Nemci skušali obkoliti in zasesti. Osrednji del z štabom je bil pa potem obkoljen tukaj v bližini in torej to zgodbo bomo potem še nadaljevali tam. Smo na razglednem stolpu na vrhu Staneta Kosca. Pred nami se razprostira široko gozdnato območje, na katerem je delovala Rašiška četa, pa tudi nekatere druge, kasneje tiste, ki so nastale tam v okolici Kamnika. Na drugi strani je Šmarna gora, tam v daljavi, bolj v meglici, se vidi Ljubljana.
Torej po 18. septembru, ko je rašiška četa napadla nemški avtomobil, so Nemci že čez 2 dni, 20. septembra, Rašico, torej vas tukaj pod nami, požgali. Vse prebivalce pa so izgnali v Srbijo in na Hrvaško. Rašica je tako postala prva med desetinami in desetinami vasi, ki so jih nemški okupatorji na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno požgali. Po požigu vasi se je tudi sicer stopnjevala nemška represija. V okoliških vaseh so aretirali okrog 120 ljudi, med njimi tudi aktiviste, povezane z rašiško četo, in ta je bila potem precej oslabljena, ker je bila odrezana od vira informacij. Pod tem nemškim pritiskom, pod stalnimi hajkami, ki so jih tukaj izvajali, se je četa razdelila na več manjših skupin, ki so se občasno dobivale na določenih točkah. Nemci so nekaj od teh skupin uspele uničiti, ranile so tudi Staneta Kosca. Osrednji del čete, to je bilo nekaj manj kot 10 ljudi, pa je torej bivakiral v bližini, tukaj v bližini, v vasi Selo. Smo v Selu pri Vodicah, tukaj za nami so gozdovi, po katerih se dokaj hitro pride do Rašice in Rašiškega vrha. V tej vasi, v tem zaselku je svojo pot končal osrednji del rašiške čete, ki se je sem zatekal in bil skrit v Špenkovem skednju. Po izdaji so Nemci obkolili skupino borcev, v kateri je bil tudi njen komandant Stane Kosec. Spomenik mu je postavljen na pokopališču v Šmartnem. 2 od partizanov tukaj sta padla, drugi so bili ranjeni, vsi so bili zajeti, odpeljani v Begunje. Stane Kosec je tam po mučenjih podlegal, druge so potem ali ustrelili kot talce ali jih poslali manjši del v koncentracijska taborišča. Drugi deli rašiške čete, manjše skupine, so se kasneje organizirale, zbrale in rašiška četa je nadaljevala svojo pot, deloma na drugi strani meje v Ljubljanski pokrajini v Italiji, potem po vrnitvi nazaj na Gorenjsko pa kot del Cankarjevega bataljona v Poljanski vstaji. Rebeka von Ahmann. In vi delate v tem domu? Ja. Kako se mu reče temu domu? Dom rašiške čete. In kako je z obiskovalci? Prihajajo? Prihajajo. Glavnem kaj? Domačini ali? Ne, z vseh krajev in koncev Slovenije prihajajo. Ampak ogromno je seveda okoliških ljudi, iz Ljubljane, iz okolice Ljubljane, tle iz vasi. Jih pride ogromno, športnikov, kolesarjev in pa navdušencev hoje v hrib. Kaj pa tujci? Tujci pa prav tako pridejo kot turisti, ne? Prihajajo gor tudi Avstrijci, Čehi, Angleži, Španci, Portugalci, Kubanci. Pa ljudje vejo, zakaj se imenuje ta dom po rašiški četi? Mislim, da ne vejo vsi, da to vejo samo domačini. Ampak domačini vejo? Po mojem, da morajo vedeti. No. Ker to so staroselci in morajo poznati, zagotovo poznajo zgodbo, ne? Ker to je pol ta, kaj je tam? Pojte kar tam, pa pokažite. Se pravi, tle. Isto malo stran. Ja, kar omaknite. No, kar razložite. Ne, to pripoveduje, kaj se je dogajalo med, se pravi, od leta 1900 pa naprej v drugo svetovno vojno, ne, kako je ta rašiška četa, ki je krožila, kdo so bili njeni
se pravi junaki oziroma borci. Par slik je, ta je obnovljena Rašica, to je bila pa podrta, ne? Požgana. Požgana, tako, ja. No, to pa je gospod Stane Kosec. Po katerem se imenuje ta Tako, po katerem se imenuje ta hrib Koča, ne? Aha. Tako, ja. Ostali so pa akterji ravno tako zraven, ti narodni heroji, ne? Aha. Tam je Ja. pa še skica oziroma fotografija. Požganega tako avtomobila, fotokopija, ne? Nemškega, to je nemški posnetek. In skica nemški, kako Tako, so partizani tako, napadli. ne? Tako, tako, ja. A še kakšno obeležje v tej koči zunaj pred vrati je še? Zunaj pred vrati je spominska plošča, na kateri piše, kaj se je na določen dan Dajmo še to dogajalo. pogledati, pa boste prebrali besedilo. Prav. Se pravi, to je ta plošča. Piše pa, na tem območju je bila 28. julija 1941 ustanovljena rašiška četa, ki se je tod bojevala proti okupatorjem in domačim izdajalcem. Ne?